Spoštovane in spoštovani, pričenja se glavni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Na prizorišče prihajajo praporščaki pod vodstvom glavnega praporščaka Dominika Grmeka. To je svečano veteransko dejanje miru, svobode, neuklonljivosti, zmage, ponosa, spomina, opomina. Tukaj smo zato, ker nas druži ljubezen do doma, družine in domovine, ker spoštujemo hrabrost, poštenost, čast in resnico, ker želimo in delamo v dobro naše domovine, Republike Slovenije. Ta miza s 4 nogami je simbol trdnosti in dokončne vpetosti Slovenije v zemljevid Evrope in sveta. Prazen stol je simbol veteranov vojne za Slovenijo, ki jih ni več med nami. Spomnite se jih in prisluhnite bitju svojega srca, ki naj utripa v tem trenutku za njih, ki jih več ni. Naj bodo večno v našem spominu. Bel prt na mizi je simbol čistosti in neomadeževanosti naših misli ter dejanj. Ta kamen z našega očaka Triglava je simbol naše trdne odločenosti, da na tem slovenskem prostoru obstanemo. Rdeč nagelj je simbol spomina na vse tiste, ki so v vsej zgodovini prelili kri za slovensko domovino. Vaza čiste vode pa je simbol solza in njihovih najdražjih. Ščepec soli in vejica pelina sta simbola bolečine in grenkobe družin padlih. Bodalo je simbol boja, poguma, hrabrosti in zvestobe tistih, ki so se bojevali za samostojno Slovenijo. Kozarec rdečega vina je simbol spomina na vse, ki so se bojevali za Slovenijo. Zato prva zdravica naj velja vsem, ki so padli, umrli in prelili kri za domovino, za solze njihovih otrok, žena, mater in očetov. Druga zdravica naj velja vsem, ki so v vsej zgodovini delovali v dobro slovenstva. Tretja zdravica naj velja vsem tukaj zbranim. Ostanek vina je žarek upanja veteranov, da nam bosta čas in prostor vendarle dala vsaj del topline in priznanja za naša dejanja, dosežke in posledice. Dragi gostje, prisrčno pozdravljeni v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini v letu, ko obeležujemo 500 let protestantizma. Prvi pozdrav danes pripade predsedniku Zveze veteranov vojne za Slovenije, Ladislavu Lipiču. Spoštovane vojne veteranke in vojni veterani, dovolite mi, da vas vse prav lepo pozdravim. Dogodek, kot je današnji, je vedno priložnost, da se spomnimo preteklosti, zgodovine in se vprašamo, kako je lahko številčno tako majhen narod, kot je slovenski, obstal. Še več, po stoletjih svojega uporništva v različnih zgodovinskih obdobjih so se temu majhnemu upornemu narodu uresničile sanje in si je v koncu 20. stoletja iz naroda postal nacija, kajti dobil je svojo lastno državo. In v tem zaključnem procesu smo sodelovali vojni veterani skupaj s slovenskim narodom in z orožjem v roki podprli odločitev tega istega naroda, da želi živeti v svoji samostojni lastni državi.
Ker pa bomo letos obeležili 500 let reformacije, je tudi današnja slovesnost priložnost obuditi spomin na ta čas, na etičnost in moralnost našega ravnanja, ter se spomniti tudi na Primoža Trubarja, na slovenski jezik, kajti slovenščina v zgodovini ni bila vedno priznana. Naj bo na uporabo slovenskega jezika ponosna tudi naša generacija, saj smo od ustanovitve teritorialne obrambe v koncu 60-ih let pa vse do danes vestno uporabljali naš jezik teritorialne obrambe, čeprav je bila do konca 80-ih let sestavni del oboroženih sil Socialistične federativne republike Jugoslavije, v kateri je bil uradni jezik srbo-hrvaščina, kar je dokaz, da smo svoj jezik varovali in razvijali tudi v nekdanji skupni državi. Hvala tudi vsem veteranskim in domoljubnim organizacijam, združenih v koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Marsikatero težavo smo rešili skupaj, predvsem pa smo pokazali, da lahko le enotni premagujemo in zmagujemo v tem razdeljenem svetu. 26. junija 1991 se je začela vojna v Sloveniji. Enote teritorialne obrambe so se v sodelovanju z domačini takoj uprle Jugoslovanski ljudski armadi, ki je začela prodirati proti zunanjim mejam Slovenije. Neizbrisen pečat so dodala temu dogajanja v Ajdovščini, Vipavi, Rožni dolini, Vrtojbi in drugje. Kljub grožnjam in zastraševanju strani Jugoslovanske ljudske armade smo uspešno ohranili samostojnost in suverenost našega naroda. Sledi pozdravni nagovor predsednika Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Ajdovščina in Vipava, Iva Marca. V imenu članov Območnega združenja Ajdovščina Vipava vas tu v dvorani prve slovenske vlade Ajdovščina prav toplo in presrčno pozdravljam. Nahajamo se v Vipavski dolini, kjer se je v preteklosti odvijalo kar nekaj odločilnih bojev slovanskega, slovenskega, predvsem pa primorskega naroda s ciljem izoblikovanja, izbojevanja samostojne države. Spomnimo se vseh, ki so sodelovali v bojnih aktivnostih v cilju osamosvajanja Slovenije, še posebej tistih, ki so aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni 91, vendar žal ni jih več med nami. Predlagam, da z enominutnim molkom počastimo njihov spomin. Slava jim. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ajdovščina Vipava je bilo ustanovljeno 10.11. leta 1998. Pokrivamo območje občin Ajdovščina in Vipava, ob ustanovitvi je štelo 220 članov, danes imamo trenutno 330 aktivnih članov. Območno združenje od svoje ustanovitve leta 1998 deluje na področju ohranjanja in negovanja spominov na delovanje teritorialne obrambe od njenega nastanka in obdobja osamosvojitvene vojne leta 1991. Izvajamo različne aktivnosti, samostojno in v sodelovanju z drugimi društvi, lokalnimi skupnostmi in Slovensko vojsko. Naj naštejem samo nekaj glavnih nalog. Vsakoletna strokovna ekskurzija na področju Republike Slovenije, kolesarski maraton po poteh obeležij vojne 1991, spominski pohod po poteh spominov in opominov 41, 45, 91, znanosa na Triglav, streljanje z malokalibrsko puško v počastitev pokojnega Vincencija Kovača, vsakoletno proslavo pohodu zadnjega vojaka iz Severno-Primorske in organizacijo občinske proslave ob dnevu državnosti. Spoštovani, naša veteranska naloga je, da še naprej gojimo ljubezen do domovine ter duh patriotizma usmerimo v obrambo in napredek domovine. V našem nadaljnjem delu moramo še naprej ostati enotni in brez političnega opredeljevanja z enim samim ciljem. Gojiti domoljubje in veteransko ljubezen do naše prelepe, težko priborjene samostojne domovine Slovenije. Danes vam želim veliko pozitivnega razmišljanja, konstruktivnega dela ter veliko pozitivnih dogovorov in dobrih sklepov za uspešno delo v letu 2017. Veteranski pozdrav!
Ajdovščina je dedič bogate in uspešne obrtne in industrijske preteklosti, ki se danes sodobno nadaljuje z vso kreativnostjo in inovativnostjo. Zdaj pa bo čas, da pred govorniški mikrofon povabim našega župana Tadeja Bevčanina. Hvala vsem, da ste za letošnje srečanje izbrali Ajdovščino in upam, da se boste v Vipavski dolini lepo počutili in da boste začutili našo odprtost in posebno življenjsko energijo ljudi. Prišli ste namreč v svet, kjer se srečata alpska svežina in mediteranska klima. Zato imamo zgodnje pomladi in 2 meseca daljšo dobo vegetacije. Češnje, marelice, breskve zorijo najprej prav pri nas, v Vipavski dolini. Imamo največ sončnih dni v Sloveniji, za kar smo hvaležni naši burji. Res, da burja povzroča težave v prometu, kar pogosto slišite tudi v poročilih, toda hkrati prežene oblake, meglo in slabo voljo. Še posebno ob kozarčku na soncu porojenega vipavskega vina. Je pa burja pomagala obrniti tok zgodovine, saj ni bi posredno zakrivila razpad rimskega cesarstva na vzhodni in zahodni del. V eni največjih in najbolj krvavih bitk antike je burja pomagala cesarju Teodoziju, ko je bil tik pred porazom. Nenadoma je zapihala tako močno, da je podeseterila moč sulic njegovih vojakov, nasprotnikom pa trgala ščite iz rok in puščice obračala v lastne vrste. Vipavska dolina ima strateški pomen že iz rimskih časov. Predstavlja namreč najkrajši in najbolj naraven prehod iz vzhoda na zahod, iz Patske v Panonsko nižino. Ne le Rimljani, številne vojske so gazile to dolino. Atila je na poti v Italijo porušil rimsko utrdbo, na kateri je zrasla sedanja Ajdovščina. V nasprotni smeri je svoje vojake vodil sam Napoleon, kasneje so po dolini sejali gorje vojaki Franca Jožefa, Mussolinija, Hitlerja. Toda ljudje so se vedno znova vračali v dolino in po vsaki vojni spet prekovali topove v pluge, kot radi rečemo, nazadnje še leta 1991, o čemer je bilo tudi danes že precej slišanega.
si je Martin Luther na vrata Gutenberške cerkve obesil 95 tez z zahtevami po prenovi cerkve. Začela se je reformacija. Lutrove ideje danes neguje evangeličanska cerkev in med nami nadvse prisrčno pozdravljam gospoda Gezo Erniša, škofa Slovenske evangeličanske cerkve, slavnostnega govornika današnje prireditve. Največja potreba sveta je potreba po ljudeh, ki se ne dajo kupiti niti prodati. So v globini duše pošteni in častni in se ne bojijo imenovati ne nepravilnosti in ne greha z pravim imenom. In njihova vest je zvesta dolžnosti, kakor magnetna igla polu. Taki ljudje bodo vedno na strani pravice, čeprav se bo zrušilo nebo. To so besede Ellen White. Visoko spoštovani zbor, cenjene dame in gospodje. Ni dobro, če človek ravna proti svoji vesti. Tu stojim, drugače ne morem. Tako mi Bog pomagaj, so bile besede reformatorja Martina Lutra. V duhu pravkar izrečenega in sledeč pokončnostih, kateri nas te besede pozivajo, reformaciji tudi naši slovenski, težko pripišemo karkoli drugega kot neprecenljivo bogatstvo, ki ga je ponosno položila na oltar svoje domovine in na prestol novega načina verovanja, nove evropske miselnosti. Biblija in ostale knjige v materinskem jeziku pa seveda niso bile le vir umika in navdih za verujoče ljudi, temveč so tudi najpomembnejši temelj zahodnega krščanstva, naše kulture in celotne zahodne civilizacije. Da smo lahko del te civilizacije postali tudi Slovenci, pa je nedvomno velika zasluga slovenskih protestantskih piscev, ki so spoznali in prepoznali, da le s svojim lastnim jezikom, tako z verskimi, kakor tudi posvetnimi knjigami v materinskem jeziku, postaneš in ostaneš narod s svojo identiteto, vizijo in prihodnostjo. Hvala vsem, ki so za to vizijo dali tisto najboljše in največ, kar so lahko. Del te zahodne civilizacije in novega načina razmišljanja pa je prav gotovo usodno zaznamovala tudi protestantska teologija, ki je učila in uči, da ničesar vmesnega med transcendenco in človekom ni. To spoznanje nam je nujno prepoznati tudi in še posebej zdaj, ko ves svet in tudi nas pestita kriza in dejansko razpad mnogoterih moralnih in etičnih standardov in vrednot. Ko torej letos širom po Sloveniji, Evropi in svetu obhajamo 500. obletnico začetka reformacije, katero je tudi vlada Republike Slovenije razglasila za leto reformacije v Sloveniji, naj nas torej vse, še posebej tiste, ki v srcu dobro mislimo in vse najboljše želimo, še posebej nagovori spoznanje in resnica,
da bomo vse bolj in bolj spoznavali te moralno-etične vrednote, ki definirajo in identificirajo slehernega človeka, ki v srcu dobro misli. In sedaj, spoštovane in spoštovani, nekaj besed o sami reformaciji. Gotovo, da vsi vemo in smo že neenkrat slišali o tem velikem verskem, kulturnem, gospodarskem in v določenem smislu tudi političnem in še kakšnem gibanju, ki ga imenujemo reformacija, katero je začel in tudi izpeljal in uresničil z mnogimi sodelavci skupaj ravno Martin Luther z svojimi 95 tezami, ki jih je 31. oktobra 1517. leta nabil na vrata grajske cerkve v Wittenbergu. Torej, kaj je pravzaprav se takrat zgodilo? Na verskem področju vsekakor neki novi nauk, ki je vero in cerkev, ki sta preveč temeljili na mistiki in scholastiki, spet vrnil v območje razumljivega tudi manj izobraženim ljudem. Iz latinščine, jezika izobražencev, so pomembne stvari začeli prevajati v ljudem razumljiv jezik, vest in odgovornost posameznika za tisto, kar govori, dela in počenja, sta dobila na pomembnosti. Ljudje se vse bolj in bolj izobražujejo, učijo se pisati in brati, kolektivno odgovornost vse bolj in bolj nadomešča osebna. Skratka, s svojo pokončno držo je Luther postavil temelje svobodnejšega načina verovanja, razmišljanja in življenja. Vendar reformacija seveda ne pomeni le neki zgodovinski spomin, temveč tudi zavezo, da še tudi danes in sedaj, tako kot posamezniki, kot tudi družba in narod, se nenehno reformiramo, transformiramo in uresničujemo v vrednotah, kot so pridnost, poštenost, delovnost, odgovornost in varčnost. Če bi te protestantske odličnosti in zahteve po toleranci, strpnosti in načelu subsidiarnosti bilo v naših življenjih morda vsaj malo več, ko to premoremo v danem trenutku, bi gotovo da bilo tudi več zadovoljstva in sreče za vse ljudi. Toda ker je temu tako, kot marsičem ne bi smelo biti, se več kot upravičeno moramo tudi v tej moderni ali postmoderni družbi upravičeno vprašati po nekih osnovnih elementih našega življenja in naše bivanjske razsežnosti. Nekatere preproste stvari bodo ponovno morale postati kot aksiomi. Upravičeno se moramo vprašati, kako živi moj sosed, kako živi moj prijatelj, kako živi naš slovenski človek in vsi ostali, ki skupaj z nami živijo na tem lepem koščku naše lepe domovine. Morda se sliši že kot stereotip, pa vendar bi se ljudje morali vedno znova tudi vprašati, kako je mogoče, da ljudje, ki govorijo isti materinski jezik, ne morejo biti še tudi danes eden drugemu bolj naklonjeni, eden do drugega bolj ljubeznivi. Za srečnejše življenje takšna vprašanja ne bi smela biti nikoli spregledana in ne bodo smela tudi v prihodnje biti neodgovorjena. Danes, spoštovane in spoštovani, ko imamo svojo lastno državo,
za katero so mnogoteri dali tudi to najdragocenejše. Danes, ko imamo torej svojo domovino, v katero ste tudi vi vpletli marsikaj tega najlepšega in najsvetejšega. Danes, ko imamo svoj krasen jezik, svoje šole, svojo identiteto in tudi evangelij, če tako povem, v svojem lepem materinskem jeziku, za kar so mnogi, kot sem dejal, skozi zgodovino žrtvovali tudi svoja življenja, nam mora dati misliti dejstvo, da naša pot do mnogih pridobitev ni bila nelahka in enostavna. S slovensko reformacijo smo namreč dobili Slovenci svojo lastno eksistenco, v kateri slovenskost ni bila v ničemer manj vredna od ostalih narodov. In te odličnosti se moramo še posebej globoko zavedati, kajti z njo smo uresničili svoje tisočletne sanje po samostojni državi in domovini. Prepričan sem, da je 16. stoletje, torej v marsičem bilo prelomno za naš sedanji trenutek in za vse tisto, kar smo kot narod prehodili. Trubar in njegovi so nas namreč učili, da je na eni strani potrebno biti brezkompromisni borec, vendar pa po drugi strani tudi strpen in razumevajoč, kajti tako nam veleva krščanska, kakor tudi občečloveška etika. Kar neverjeten se namreč zdi fenomen, kako se Slovenci, kot številčno majhen narod, skozi stoletja, tudi še iz časa reformacije, pa vse do danes delimo, preveč delimo na podlagi svetonazorske, politične, verske ali kakšne druge pripadnosti. S tem, da smo različni, spoštovane in spoštovani, prav gotovo ni nič narobe, kajti spoštovanje raznolikosti je vrlina odraslega posameznika in naroda. Narobe pa seveda je, če to svoje prepričanje kot edino zveličavno vsiljujemo tudi drugim. Kajti že tudi Cankar nas je učil, da vsak narod in vsak posameznik ima pravico, da si voli sam svojo vero, postavo in pot. Torej, gotovo je naposled napočil čas, da nas duh sožitja, strpnosti in tolerance končno poveže v naši nacionalni samobitnosti in tudi samozavesti in da odstrani tisto oviro, ki preprečuje, da Slovenec Slovencu ne bi bil brat. Le taka drža, ki je drža ustvarjalnosti, tudi za drugega, namreč doživi nadčasovnost in če s Trubarjem povemo, stane in obstane, tudi za prihajajoče rodove. In Trubar nam je tudi dejansko lahko edinsten vzor, ki mu je potrebno in vredno slediti. Če počasi sklene misli, z reformacijskimi idejami, katerim se je priklonil in jih učil, je namreč tudi pri nas zavel nov, drugačen pristop in drugačen duh, ter povezanost s tistimi temeljnimi vprašanji človeške eksistence, ki živijo tudi in takrat, ko je narodu težko. Ne le v verskem, temveč tudi v kulturnem in nacionalnem vprašanju in področju, gotovo, da smo marsikaj dosegli in to zaradi pogumnih dejanj in idej naših slavnih prednikov,
na katere Slovenci moramo biti ponosni. Že zelo zgodaj, kot smo slišali, smo dobili svoje prve knjige. Nekdo nas je poimenoval za Slovence. Dobili smo svoje knjižnice, pesmarice, postali smo narod z imenom in lastnim jezikom. Na koncu, kot smo že slišali, smo postali tudi nacija. Češki filozof Milan Mahovec, in dovolite, da tu izrazim to širino protestantske tolerance in duha. Češki filozof Milan Mahovec je zapisal eno neverjetno veliko resnico. In sicer, Biblija je knjiga, če jo pravilno beremo in razlagamo, tako in tisto bogastvo, ki vsakemu omogoča, da je to, kar je. In to si vsi želimo, prav gotovo. Vendar je omenjena teza povezana z enim predpogojem. In ta se glasi, da tudi mi sami dovolimo drugim, da so to, kar so, in si nikoli ne jemljemo pravice, drugim predpisovati, kakšni morajo biti. Verjamem, da je reformacija prinesla to dialoškost tudi v naš slovenski prostor. Dialoškost, ki je na eni strani pravica in na drugi strani odgovornost. Odgovornost, dovolite, da se izrazim v teološki terminologiji, torej odgovornost do Boga, do drugih in do sebe. Zato postanimo, spoštovane in spoštovani, odgovorni posamezniki, odgovorna družba, pa tudi odgovorna cerkev, ki si bo sposobna sama voliti svojo vero, postavo in pot, ki pelje v srečno prihodnost. Reformacija in njena teološko-antropološka naravnanost nam je namreč te smernice in taka izhodišča zapisala v naš etnozgodovinski spomin. Mnogi so tem izhodiščem sledili in mnogi jim sledijo tudi danes. Sledimo jim tudi mi. Hvala lepa, da sem danes smel k vam na kratko spregovoriti. Spominjajoč se tudi besed, ki govorijo o tej toleranci in strpnosti, predvsem pa o predsodkih, kako je to lepo zapisal tudi Einstein v eni svojem zelo pomenljivi misli in stavku, ko je dejal: lažje je razbiti atom kot predsodek. Fizika je že davno razbila atom, ampak mi marsikdaj naših predsodkov še nismo. Torej ne bodimo ljudje predsodkov, bodimo to, kar smo v bistvu. In to je tisto, za kar se splača živeti. V vsakem človeku je nekaj dobrega, le to dobro moramo iskati. Hvala, da sem torej lahko k vam spregovoril in sledimo vsemu temu, česar nas je reformacija tudi na nek način učila in naučila, torej da smo svobodni ljudje na svoji svobodni zemlji. Hvala vsem tistim, ki so za to svobodo marsikaj žrtvovali. Hvala za vašo pozornost. Declares gloria
Slovenija vsako leto podeljuje priznanja najzaslužnejšim članom, organizacijam ali posameznikom, ki so s svojim delom doprinesli k boljšemu doseganju programskih ciljev Zveze veteranov. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih raban. O letni vročini na strme vrhe, da tam si spočijem samoti srci. Jer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, četudi je svet začaral s čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil ljubeče vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Vi, spoštovane veteranke in veterani, ste pred 26 leti sodelovali pri dejanjih, s katerimi smo se Slovenke in Slovenci izborili osamosvojitev. Enotno v mislih in dejanjih smo takrat uresničili namero, ki nas je združevala, odločitev, zaradi katere bo leto 1991 ostalo mejnik med dvema obdobjema slovenskega naroda. V vojni za Slovenijo ni zmagalo le orožje, temveč tudi veliko slovensko srce. Želim vam uspešno delo v novem programskem obdobju, pri čemer bo delovanje vaše podpirala tudi Slovenska vojska naprej. Hvala. Najprvo se moram zahvaliti za prejeto priznanje, zlati znak. Moram reči, da sem bil prijetno presenečen. Pridružujem se besedam v nagovoru vašega predsednika, ko je rekel, enotni zmagujejo in premagujejo. Nekdaj z bolestjo smo sebe zatrli, svoje ponižanje, svoje gorje. Krik maščevanja na ustih zatrli, ga zakopali globoko v srce. Toda gledanil vihar je presilen, kot pajčevine raztrgal okov. Šinil je zopet žar novega dneva tja do poslednjih primorskih domov. Šinil je zopet žar novega dneva tja do poslednjih primorskih domov. Strojnice svojo so pesem zapele,